sladkarije, sladkarije. Tale vikend sem se pogovarjala z eno našo gledalko, takole v živo, in mi je rekla, sem poslušala, sem gledala, jaz bi tako rada shujšala, ampak mene nesejo sladkarije. Je rekla, jaz imam občutek, da sem kar odvisna od njih. In pa so tudi jaz ugotovila, da se en dan neki kakao, neki pregrešim, pa to ugotovim, da naslednji dan hočem spet. In pa hočem spet. In kar čutim, da to ne pele v neko tako dobro smer in plat. Skratka, danes je v naši družbi Jelena Dimitrijevič, svetovalka za zdrav življenjski slog, še posebej za prehrano. In moje prvo vprašanje, ki je hkrati tudi vaše vprašanje, je, a smo lahko odvisni od cukra? Se pravi, govorimo o tisti pravi odvisnosti, kakor od kokaina, pa od teh konkretnih ta pravih drog. Ja, ker so v bistvu receptorji v možganih enaki kot za heroin in kokain. Ker v bistvu to je en tak zanimiv eksperiment, ki se lahko naredi, če majhnemu otroku daš uno dudo v raztopljen sladkor in pol mu daješ tako, počas mu to daš, in te on gleda, in ko greš ven iz sobe, ko se boš vrnil nazaj, te bo tako gledal in bo vse naredijo, sam da ti nekako tako, da te pripelje nazaj, da mu spet daš tole. Zelo hitro se razvije odvisnost, hkrati pa je pozitivna stvar, da se tudi zelo hitro odvadimo tega. Ker poanta pri sladkorju je ta, da tudi marsikatero drugo živilo tudi povzroča odvisnosti, ampak pri sladkorju je tako, da kot druga živila vsebuje snovi, ki so podobne morfinu. In zaradi tega se tudi to veže se na receptorje v možganih, tudi ki so zadolženi za dopaminski sistem nagrajevanja in se pol sprožijo take fine substance, ki nam reče, to je fenomenalno, hočem to spet ponoviti. In se tukaj razvije ta odvisnost in zelo hiter, ker je zelo močna koncentrirana zadeva. Tukaj pa moramo vedeti, da ne govorimo o sladkorjih, ki so naravno prisotni v sadju, zelenjavi, kdo pa je odvisen od sadja pa zelenjave, pa tudi recimo drugih polnovrednih ogljikovih hidratih. Tukaj predvsem govorimo o predelanih živilih, predelanem sladkorju ali, ne vem, ogljikovih hidratih predelanih. Vse to, kar tudi hitro tudi dvigne sladkor v krvi, pravim, tudi predelana žita različna, kjer se zelo hitro ogljikovi hidrati spremenijo v sladkorje. Te blazinice s čokolado, pa z mafinčki, pa krofi s čokolado, pa z vaniljovo kremo, pa z vsem tem stvarem. Skratka, ne bomo zgubljali časa, da sladkor ni fajn, pa da smo res lahko konkretno odvisni od njega. Jaz mislim, da preden se nam konkretno začnejo cediti sline, začnemo pogledati, kakšne so rešitve. Praviš, da se da. In ajurveda ima bojda krasne rešitve za to. Ja, jaz mislim, da tudi na tem področju veliko ljudi pozna ajurvedo. Ajurveda v osnovi pomeni znanost o življenju. Ajur, življenje, veda, znanost, ampak na bolj tak celosten način. Se pravi, gleda na človeka ne samo telesno, tudi duhovno, spremlja njegove odzive, načine, kako živi, kako se prehranjuje in na tak način deluje dejansko in preventivno in zelo veliko uspehov ima tudi pri različnih kroničnih boleznih, ki so tudi povezane recimo z uživanjem pretiranih količin sladkorja ali predelane hrane. Zakaj je pomembno, da iščemo rešitve v ajurvedi? Zaradi tega, ker je že več kot 5000 let prisotna na tem našem svetu in je kot ena glavna osnova, iz katere so se tudi razvijale druge znanstvene vede, ki so povezavi z zdravjem. Tudi klasična medicina, recimo v 16. stoletju Paracelsus je ravno ajurvedo uporabil kot osnovo za razvoj zahodne medicine, pa tudi tradicionalna kitajska medicina, vse je nekako povezano z ajurvedo. Pomembno je zaradi tega, ker pol oni resnično imajo rešitve. Ker v bistvu ajurveda ima tisočletno tradicijo sprobavanja določenih zelišč, rastlin, ki so take zdrave za naše telo in zahvaljujoč temu v bistvu nam lahko pomaga pri tovrstnih težavah. Meni je blazno zanimivo, ravno tukaj v naši dnevni sobi smo enkrat gostili ajurvedskega zdravnika, ki je bil sicer, začel je študirati uradno medicino, mama mu je zbolela, probo je vse iz stališča in potem je probo dejansko za ajurvedo in je vse poštimo in vse zrihto. Torej, če ajurveda drži in ima tisto rešitev že tisočletja proti cukru in sladkorju, ki torej povzroča odvisnost, kakor kokain, heroin in vse ostale stvari, pol nam prosim povej, kva to je.
Ker se mi zdi, da smo pa zdaj v času, ker živimo tako dinamiko, pa stres in še prej pograbimo po enih stvareh, ki nam ne bojo nič dobrega naredile, ampak nas vržejo in pahnejo odvisnost. Tako, v bistvu problem pri sladkorju na splošno je tako, da povzroča različne težave, pomanjkanje nutritivnih snovi, težave s pritiskom, razvoj recimo diabetesa tipa 2, kardiovaskularne težave, težave s spanjem, razdraženost, težave s kožo, težave s prebavili, se pravi veliko je stvari in veliko razlogov, zakaj bi se znebili sploh sladkorja v taki obliki, ki za nas ni najbolj primerna. Tukaj nam na prvem mestu lahko pomaga eno tako zelo zanimivo zelišče, oziroma tukaj ga vidimo v obliki takega, temu rečemo dodatek, ampak dejansko govorimo o rastlini. Gurmar. Tako. Lahko odprem? Lahko. Dejansko govorimo o rastlini, to je posušeno listje, ki je specifičnega okusa, ampak drugače se imenuje Gymnema silvestre. In je zelo, zelo zanimivo. Raste tam v Indiji, južna, centralna Indija, ampak najdemo tudi v tropskih krajih Afrike, pa tudi v Avstraliji. In dejansko v hindu, jeziku hindu, pomeni uničevalec sladkorja. Uničevalec sladkorja. Tako. Zelo, zelo zanimiva rastlina, ki v bistvu pomaga pri različnih težavah. Generalno predvsem tudi pri težavah z diabetesom tipa 2. Predvsem zaradi tega, ker pomaga, da se prvo sladkor ne dvigne hitro v naše krvi, potem tudi spodbuja celice, beta celice trebušne slinavke, da začnejo proizvajati več inzulina. Hkrati pa to na tak način pomaga, da se v bistvu uravnava krvni sladkor. Ampak poleg tega, ta snov, ki se nahaja v gurmaru, je v bistvu gimnemična kislina, se imenuje. Pa tudi gurmarin, gimnemična kislina, skupaj tu delujeta na en zelo zanimiv način. A si ga ti kdaj probala? Aha. V glavnem potem veš, kako to poteka. Jaz tudi na svojih predavanjih velikokrat nesem gurmar, ponavadi, če so take težave s sladkorjem, s diabetesom ali s hujšanjem. Se pravi, kako je prav, da ga jemljemo? Ja, tako, jemljemo ga prav na poseben način, ne tako kompliciran, lahko ga zmešamo z vodo, dodamo malo limoninega soka, zaradi tega, ker ima prav specifičen okus, malo bolj grenek okus. Lahko zmešamo s kakšnim 100-odstotnim jabolčnim sokom ali kakršnim koli drugim, ki nam polnovrednim, ki nam dejansko ustreza v tem trenutku. In je dobro, da ga vzamemo kot vsa ta zelišča ali zdravilne rastline na tešče. Večino jih vzamemo na tak način. Eventualno pol ure pred obrokom. Zelo pomembno je, da vzamemo vsaj 1 do 2 čajni žlički na dan, predvsem zaradi tega, ker hočemo dobiti zadostno količino tistih snovi, ki so ključne za aktivno učinkovanje v našem telesu. To je tudi taka ena prednost v primerjavi s kapsuliranimi izdelki. Zaradi tega je v prahu. Se pravi, nobene kapsule, Tako. ta zadeva je... Ker nočemo, da dodajamo stvari. Hočemo, da je čim bolj blizu tej izvirni obliki. Kot hrana. Tako, kot hrana, tako je. Da ni dodanih magnezijevega starata, smukca, želatine in drugih dodatkov, ki so ponavadi v kapsuli. Poleg tega pa, ko kapsuliramo določeno zelišče, potem se zgodi to, da imamo zelo malo teh aktivnih snovi. Recimo tam v 2 kapsulah dobimo 1 gram, mi pa potrebujemo recimo zaradi aktivnega delovanja 3 do 5 gramov, kar dobimo recimo, če zaužijemo 1 do 2 čajni žlički na dan. Lahko recimo pred vsakim obrokom, ker stimulira tudi delovanje metabolizma, tudi zmanjša občutek lakote. Hkrati pa je eno zelo zanimivo delovanje, ko ga gledalci bojo probali, tisti, ki se bojo odločili tudi za bolj pametno hujšanje, pa tudi uravnavanje krvnega sladkorja, dejansko deluje na tiste receptorje za sladko v naših ustih. In ko ga pojemo, malo zadržimo v ustih, skupaj s to tekočino, v kateri smo ga malo raztopili, in po zelo hiter, po nekaj sekundah, recimo, če bi takoj probali nekaj sladkega, ne bi bilo več sladko. In to nas dejansko odvrne od te želje po sladkem, po sladkarijah. Ne, da se moreš, ne bom, ampak dejansko ti ni. Dejansko ni matranja in je to zelo dobra zadeva. Poleg tega pa tudi vpliva na zniževanje slabega LDL holesterola, trigliceridov, pomaga pri teh kardiovaskularnih težavah. Ena super stvar je, še take nove raziskave so narejene na tem področju, zelo, zelo dobro deluje pri težavah s kandido.
Tako, ker vemo, kako je to. Če imamo težave s kandido, ponavadi imamo več želje po sladkem. In v tem primeru je tako, da v bistvu pomaga, da se kandida ne spremeni v to svojo patogeno obliko. Ker vemo, kako to je s kandido. Kandida je normalno prisotna v našem črevesju in telesu, ampak ko se prelevi zaradi pretirane uporabe sladkorjev v tako eno patogeno, večcelično nitasto strukturo, potem postane res zelo nevarna za naše zdravje. Tukaj si lahko res pomagamo tudi z Gurmarom. Jelena, jaz res ne berem rumenih časopisov, pa tračev, pa tega, ne berem. Ampak preberem pa vse, kar je naravnega, zanimivega, pa Ayurveda me res zelo zanima. In sem brala, da Oprah Winfrey, Dr. Oz, Nicole Kidman, Beyoncé, pa še ene par drugih, da isto eno ajurvedsko zelišče uživajo in da so zaradi tega kakor vitke, pa da pač vse prenesejo in da dejansko ne samo za hujšanje, ampak za ostale stvari. Kaj pa ti sploh za ena stvar? Je v bistvu to je ta drugi izdelek, ki ga želimo danes tudi malo bliže predstaviti gledalcem. Gresta skupaj, eno z drugim, Garcinia Kambodža je ime. V bistvu tukaj govorimo zdaj o sadežu. Se pravi, tle smo imeli listje. Tukaj je izvleček iz lupine sadežev in isto raste v Indiji, jugovzhodni Aziji in v bistvu je tako specifična rastlina oziroma specifičen sadež, ki vsebuje eno posebno snov, ki se imenuje hidroksicitronska kislina, ki prav pomaga, da zavira oziroma zmanjša to spremembo, lipogenezo se temu reče, spremembo ogljikovih hidratov in sladkorjev v maščobe. Ker vemo, kaj se zgodi. Pojemo preveč sladkorje, pojemo več ogljikovih hidratov in potem, ko to preveč pojemo, ponavadi telo mora nekako to shraniti, ne more vsega uporabiti. Razumem, ja. In dejansko izhrani v maščobe. Ja, valjda, na stegna, pa okrog trebuha, pa te ročke. Res je. In potem seveda marsikoga to moti predvsem iz tega estetskega vidika, ampak nažalost ni problem samo v estetiki, problem je tudi v zdravju, ker v bistvu tudi, ko se nabirajo maščobe, v našem telesu to povzroči različne težave in diabetes in kardiovaskularne težave in različne druge bolezni. In s tem si pa lahko pomagamo, da se to ne zgodi. Poleg tega pa lahko zgubimo maščobo prav na teh predelih, kjer nas moti. Ker to staro maščobo aktivira in povzroča metabolične procese, predvsem ustvarjanje bolj rjave maščobe, ker vemo, da v našem telesu imamo rjavo in belo maščobo in ponavadi ta, ki se nabira, je bela maščoba. Rjavo, ki ima termodinamično funkcijo, imajo v glavnem otroci, pa se to pol zmanjšuje, ampak s pomočjo Garcinia Kambodže v bistvu se aktivira in hitreje se spreminja bela maščoba v rjavo maščobo, ker tudi spodbuja se metabolizem, pa tudi to ohranja prožne tudi naše mišice. Jaz zdaj to skupaj nasula, ne? Ja, to se lahko skupaj uživa. Aha, se imata rade? Ja, se imata rade. Obe dve izhajate iz Ayurvede pravzaprav. Tako. Grem po žlico. Ja, Gurmar konkretno je že več kot 2000 let v uporabi, prav za ta namen zniževanja sladkorjev in zdravljenja sladkorne bolezni. Garcinia Kambodža, ker je bolj sadež, se v bistvu uporablja veliko v kulinariki. V kulinariki? Tako v vzhodnjaški, azijski kulinariki se veliko uporablja, prav sadež in ga poznajo že nekaj 100 let, recimo prav v tem, za te namene se največ uporablja. Zdaj tako raziskave, ki so v povezavi z Garcinijo, so tako bolj sodobne in so rezultati res neverjetni. Tudi tukaj moram poudariti, da mora biti v tej obliki prahu. Zaradi tega, ker želimo dobiti čim več teh aktivnih snovi. Tukaj govorimo o prav tej hidroksicitronski kislini, ki deluje na naše telo na tak način, da nam pomaga pri hujšanju, po uravnavanju tudi krvnega sladkorja. Je pa pomembno, da vsebuje res 60% teh aktivnih snovi. In to dobimo, če pojemo 1 do 2 čajni žlički na dan, oziroma zaužijemo 3 do 5 gramov te aktivne snovi, kar se spet ne zgodi, če uživamo kapsule. In kaj to pomeni v praksi? Nekdo je slišal, da je Garcinia zelo dobra, ne preverja, kakšen je vir, če je ta prava, če ni prava, če so res koncentrirane učinkovine not. In pol reče, aha, sem zaužil, ne vem, 2 kapsuli, ker vsebujejo 1 gram, recimo, Garcinije, in nič mi ni pomagal. Seveda, da ni, zaradi tega, ker nisi zaužil zadostno količino teh snovi. Tako da zmer je poudarek, da dobimo živilo v taki najbolj naravni obliki,
To je ključna stvar, da zaužijemo na pravilen način, recimo na prazen želodac ali pol ure pred obrokom, in da zaužijemo zadostno količino glede na to, kakšne so naše resnične potrebe. Tukaj nam tudi ajurveda seveda pomaga, ker če vemo, v kakšnem stanju je naše telo, kakšen smo tip, to vemo, poznamo doše, bomo vedeli, koliko tega bomo potrebovali na splošno. A za vse doše je to? To je za vse doše, ja. Tako. Zdaj, največ bo imeli koristi seveda kafa doša, ki najhitreje pridobiva maščobne tele blazince. Tako da v bistvu njim bo najbolj pomagala, ker bo pospešila delovanje metabolizma. Ponavadi tudi vata in pita bosta, če imate težave, recimo pravzaprav z odvečnimi kilogrami, in bo definitivno tudi pomagala. Se pravi, tudi pomaga pri eni zelo pomembni stvari. Recimo, če danes je pogosto prisotna leptinska rezistenca. Leptin je drugač hormon, ki tudi uravnava ta občutek lakote. Pošlje tudi informacijo možganom, imam zadostne količine energetskih rezerv, nisem več lačen, ne rabim več hrane in pol nismo več lačni. Ampak, če ta mehanizem ne deluje več dobro, potem se stvari spremenijo, potem skozi hrepenimo po hrani, posebej, če take prazne kalorije vzamemo. Plus še to, da v bistvu, če imamo preveč maščobnih oblog, leptin pa se dejansko izloča iz maščobnih celic, potem, če je preveč tudi tega leptina v obtoku, se zgodi ta ne inzulinska, ampak leptinska rezistenca. In zaradi tiste leptinske rezistence nimamo več tega pravega občutka, aha, a sem lačen, a nisem lačen, a še bi nekaj pojedel. Tukaj so velike težave, posebej tisti, ki imajo res veliko odvečnih kilogramov in tukaj si z Garcinijo si resnično lahko ful pomagajo. Se pravi, danes govorimo o ajurvedskih zeliščih, ki predstavljajo rešitev za zdravo življenje, pa tudi za vitkanje. Jaz rečem vitkanje, kakor hujšanje, ker če hujšaš, si vsak dan hujši. Torej, torej gurmar je eno zelišče in pa Garcinija je drugo zelišče. Zdaj trenutno v bistvu je podjetje Ternis prodaja oba živila in je 20% popust, če jih vzamemo kompletno. Aha, se pravi, kar gresta skupaj. Tako, gresta skupaj in zelo dobro podpirata eno drugo, tako da nam lahko pomagata na več nivojih. Poleg tega pa recimo pri Garciniji je še ena zanimiva stvar, da v bistvu ponavadi, ko vitkamo oziroma ko imamo težave s kilogrami, pa se hočemo znebiti odvečnih kilogramov, smo taki, nismo čist veseli, smo utrujeni, razdraženi, pa tukaj nam manjka v glavnem serotonin. Zaradi tega, ker ne vnašamo recimo zadostno količino ogljikovih hidratov. Garcinia cambogia pa pol aktivira in stimulira proizvodnjo serotonina, tako da tudi pri tem nam bo pomagalo, tudi če pojemo manj hrane, bomo bolj srečni in veseli. No, to je zelo fajn. Jaz se recimo za veliko noč sem dobila sem enega čokoladnega zajčka in sem ga celega pojedla. Pol sem dejansko se opozvala tisti dan in naslednji dan, dejansko sem imela občutek, da sem bolj razdražljiva, bolj tečna, bolj živčna, itak sem se slabo počutila in to sem rekla, zajček je kriv. Ni zajček kriv. No, se sem bila sama kriva. Ampak recimo zaradi zajčka, v bistvu se sploh ne zavedamo, koliko ima ta slab cukor, koliko nas ima pod kontrolo. Res je, ja, definitivno. Zaradi tega marsikdo reče, ja, pa ni dovolj samo zdrava prehrana, pa bom pazil malo, pa jem polno vredno. Velikokrat zaradi tega našega načina življenja, nasplošno, tudi če je polnovredna hrana, vprašanje, koliko je nutritivnih snovi v tej hrani. Včasih resnično potrebujemo nekaj dodatnega, eno dodano vrednost, ki je spet, poudarjam, dobro, da iz takih virov, ker avtohtono rastejo rastline, ker resnično vsebuje vse aktivne snovi. Ker dejansko vidiš, da gre za zmleto rastlino. Da ni nič dodanega in ne v klasičnem smislu zdravilo ali dopolnilo, ker v bistvu delujejo ponavadi adaptogeno, kar je ključna stvar, ker spodbujajo naše telo, da pride v ravnovesje, v eno harmonijo, ker ničesar ne dodajo, ne odvzamejo, ampak dejansko krepijo naše telo in ga spodbujajo, da posebej, kar se tiče hormonov, hormonskega stanja, pri tem recimo marsikdo zaradi tega velikega stresa in napačnega življenja, imamo pravzaprav težave res na tem področju in tudi iz tega razloga imamo mogoče težave, tudi če se gibamo pa jemo zdravo, imamo težave.
Tukaj nam res ajurveda lahko pomaga, da recimo pridemo do te homeostaze, da se boljše počutimo, da imamo več energije. Krasno. Najlepša hvala ti za tale klepet in moram reči, da sem vesela in navdušena, da imamo v Sloveniji toliko strokovnjakov, ki nam lahko povejo kaj več o sami ajurvedi. Sama sem bila v Indiji, tudi obiskala sem plantaže različnih zelišč, ki se jih uporablja po celem svetu in sem ugotovila, da so tudi naši Slovenci res podkrepljeni, kar se tiče znanja in vsega ostalega, tako da z navdušenjem sprejemamo vse te stvari in jih tudi preizkusimo. Probat ni greh, pravijo. Zdaj pa razmislite o svoji lastni odvisnosti.